Sem Gaj Sem Zala, sem Ajda. in smo ljubiteljski igralci kulturno-umetniškega društva Markovski zvon. Pa ne vem, jaz sem že od malega rada imela nastopanje, da sem šla rada na oder, pa da so me gledali dejansko. Že od malega. Ja, enako. Mislim, da predvsem tako je že Zala prej rekla, da zabavaš ljudi, da jim daš nekaj, zaradi česa grejo domov, recimo z nekimi občutki, da so dobre volje, da veš, da si jim nekaj dal in ob tem se ti zabavaš, se imaš fajn, pa pol tudi to njim predaš. Mi imamo v društvu dejansko vsake ponedeljek zvečer vaje. Zdaj, kot študentje, si malo težje uskladimo vaje z našimi urniki. Sploh če si v Ljubljani, ne? Sploh če si v Ljubljani, res. In včasih je že prišlo do tega, da me je režiser dejansko videl na igri in ne na generalki ali na vajah. In je bil presenečen, da sem sploh nastopala v igri. Tako da to je izjem, mislim, to je Izjemen primer. Publika mislim, da tega ni ugotovila, ker je bilo popolno, kot da je vadila z nami. Režiser je rekel, da se mu je to zgodilo prvič v 40-letni karieri režiserstva amaterskega, ampak vse enkrat. vse prvič. Hvala, Ajda. Ja, mislim, da je v našem društvu nasploh že tako sproščeno vzdušje med vsemi člani in sploh med člani sekcije društva, gledališke sekcije. Mi že, ko pridemo na vaje, se mi zdi, da se napolnimo z neko pozitivno energijo in ti pozdravi in da vsak nekaj malega prinese, pa ne rabi biti noben praznik, noben poseben dan. Se pripravi in se vaje začnejo, ko se vsi zberemo in vsak ve, kje je njegovo mesto na začetku. Na začetku so čisto, ko začnemo, so bralne vaje, ne, vsak dobi svojo vlogo in da rečem mogoče mesec, dva, samo memoriziramo besedilo, gremo skozi, si podčrtamo, kje so kakšni poudarki. Potem se že začnejo malo premiki, sicer najprej v prostorih župnijskih, kjer imamo vaje, potem se da počasi vloga stran, pa se v župnijskih prostorih vadi brez vloge, torej brez besedila, potem pa se prestavimo ven, torej naše igre so večinoma zunaj na prostem, oziroma vse, ne. Tam pa potem vadimo in brez besedila, brez vloge in na prostem, tako kot je igra. Mogoče zadnji mesec se pa tudi pripravi celotna scena, takrat pa tudi na sceni z pripomočki, z kostumi. So pa tudi na vajah poleg dejanskih igralcev vedno prisotni šepetalci, ker je tudi zelo pomembno, da vejo naše premike, kateri ima katero vlogo, recimo tudi linija, tako da je zelo pomembno, da so tudi šepetalci Cel čas zraven. In dejansko mislim, da oni vejo celo več naše skripte, kot so dejanski igralci. In tudi tehnika in se trudimo, da smo vsi na vajah, da smo v polni zasedbi. Ne vem, na začetku je zagotovo nekaj takega, da prebereš celotno vlogo skozi, da vidiš, kateri karakter ti je režiser pripisal, dodelil. In skozi celotno zgodbo se mi zdi, da potem nekako si ga prisvojiš. Cel čas nekako spoznavaš vlogo. Od začetka, tako si rekla, ne, najprej prebereš, pa potem skozi bralne vaje ga nekako spoznavaš, potem pa tudi, ko ga začneš igrati skupaj z drugimi soigralci, ker ni vedno pomembno samo tvoja vloga v nekem kadru, ampak kako jo odigraš z ostalimi igralci in jo tudi potem nekako razvijaš. Je pa pomembno, ja, seveda, da besedilo vsi poznamo, ker tako potem lahko tudi igra nastaja in takrat tudi lahko ne samo da govoriš, ampak da lahko tudi igraš. Pa velikokrat tudi pripomore, če imaš pri vlogi kakega dvojnika, da se lahko dejansko vidva skupaj pripravljata, pa mogoče na eni vaji gledaš, kako mogoče on interpretira vlogo, vidiš, če ti je všeč, mogoče kaj prevzameš od njega, mogoče kaj drugače narediš. Sicer potem na igri vsak po svoje interpretira, kar je čisto super, vsak začuti neko vlogo svojo drugače in to je
mislim, da čar tudi gledališke igre. Ti priraste vloga k srcu. En igralec ima zelo dober način, ker se pač malo dlje vozi v službo in med vožnjo memorizira, kar je sicer dober način. Drugače med nami pa ne vem, mislim pač, pri meni je tako, da si najlažje besedilo zapomnim tako, da si ga pišem pa na glas ponavljam. Torej, če je treba 4 strani, si pač 4 strani na roke napišem, pa na glas potem berem. Pol pa je to. Jaz bom rekla, da sem mogoče tu bolj slušni tip, kar se tiče vedno več vaje, vedno več si zapomniš svojega besedila, nikoli ne grem po vlogi, tako kot se recimo učiš za izpite ali pa kaj podobnega. Ja, si podčrtam svoje ven, ampak jaz bi rekla, da mi vaje največ dajo. No. Ja, se strinjam z Zalo, pa mislim, da potem dejanskega besedila ne uporabljamo dobesedno. Je potrebno potem na igrah tudi veliko improvizacije. Kaj je to? 0,3 predvod. Jaz dejansko nimam težav s tremo, oziroma nikoli nisem imela, ker se mi zdi, da ko enkrat stopiš na oder, zginem, oziroma vsaj v moji izkušnji je tako. Jaz se strinjam. Mogoče je pred začetkom igre ali predstave, karkoli, pač Prvem tista mogoče, ne? sploh prve, Ja. ko je premiera, tista pozitivna trema, joj, kaj zdaj bo, če bodo gledalci lepo sprejeli vse to, kar smo pripravili. Besedilo si zapomnil, da ne veš Besedilo, kaj. premike. Ja. Tisto ti mogoče gre malo po glavi, ampak tako kot je Ajda prej rekla, ko stopiš na oder, mislim, da gre vse, kot da si v nekem svojem svetu in je to to. Odlično je, ker dejansko spoznaš mogoče različne vidike pogleda na gledališko igro. Nekateri to vzamejo res kot, ne vem, nekaj, kar jim veliko pomeni, drugi pa mogoče kot neka vrste sprostitev, ampak kot ekipa se mi zdi, da Smo ta polni. Radi se imamo. Prilagodljivost, predvsem. Prilagodljivost časa, prilagodljivost želja, prilagodljivost dejanskih ciljev, kaj si želimo v cilji, oziroma z igro doseči. To pa odgovornost na nek način, da veš, da nisi edini člen v tej verigi, ampak da je odvisno od marsikoga drugega. Zato pač, ja, res je pri nas zabavno, ne, reče se recimo marca, da naslednji teden pa brez vloge. In potem pride naslednji teden, pa imamo še vedno vlogo. Zakaj se nismo naučili? Ja, ker bomo se naslednji teden. In to je en recimo primerek, ampak v enem trenutku pa res treba dati vlogo stran, pa pač odgovorno do vseh, ki delamo, se naučiti besedilo, pa da lahko igra nekako zaživi. Jaz mislim, da se največ zabavnih trenutkov zgodi na zadnji ponovitvi. Vsako leto si pripravimo med sabo kakšne pripravimo se, da se zgodi anekdota. Če je recimo v igri nekaj, da mora nekdo pač spiti neko pijačo, se včasih nalije, Se znajde notri kaj druga, kak kis. kaki alkohol, kaka žgano pijača. Kakšne za nič palačinke. Ja, to zelo slane, Kufre smo presoljene. si že polnili z kamni, da so bili težji, ko so jih prenašali. Razni rekviziti so zginili, kot bi morali. Mogoče tudi, da smo bili na odri in bi pač morali biti v tišini in ti je soigralec povedal neko tako stvar, ki se nisi mogel zadržati oziroma si se začel res smejati. Ali pa da so tudi taki gledalci, ki se začnejo brutalno glasno smejati in te spravijo v smeh, med tem, ko bi ti mogel biti smrtno resen. Super anekdota. Ja, Meni se najprej zdi, da kot mladostniki oziroma študentje, tudi mlajše generacije, da je dejansko naša dolžnost, da dejansko obujamo oziroma vztrajamo v ljubiteljski kulturi. Predvsem v našem okolju je ljubiteljska kultura zelo pomembna ljudem oziroma jo imajo zelo radi. In dejansko čutiš neko dolžnost in hkrati potem tudi ljubezen do nečesa, kar ti je bilo dano, in da lahko dejansko razveseljuješ ljudi s tem. Ja,
Meni je absolutno zelo pri srcu vse, kar se ljubiteljske kulture tiče in pač, da jo ohranjamo in da jo sploh v našem društvu in naši občini ohranjajo različne generacije, nekaj zares čudovitega, ja. Po mojem je predvsem nek odklop od realnosti, da lahko za tisto uro, ki jo porabiš za to, da obiščeš recimo gledališče oziroma nastopaš, porabiš za vaje, da je odklop od realnosti, je v bistvu neke vrste sprostitev in neko veselje, predvsem to. Zdaj, glede na komentarje po vseh odigranih predstavah, lahko rečemo absolutno, da pač imajo naše igre, vse to, kar pripravimo, kar z veseljem in z dušo res damo ven na odru, da ima zelo dober vpliv na družbo, na vse ostale, ki pač si pridajo pogledat. Veseli smo, ko vidimo, kako jim lahko pač pričaramo res tisto neko sproščeno vzdušje, kot je Ajda prej povedala, s tem, za kar smo mi trdo garali in pač se ob enem tudi imeli zelo fajn in pol to se vse zlije v neko celoto, ko je igra odigrana, ko je pač po koncu igre in ti nasmehi že med predstavo in potem aplavzi in komentarji na koncu, čestitke, to je pač nekaj, kar je pač vse. Pa se mi zdi, da ne v tem hektičnem svetu, ko mora biti vse hitro, ko je en kup stresa že pri mlajših generacijah, starejših službe, poti, v glavnem je premalo časa, da se ustavimo, da se usedemo, da uživamo in se mi zdi, da ravno mi imamo ta privilegij, da lahko damo to ljudem, da mislim, pri nas je v tem obdobju od recimo januarja pa do maja je pri nas tudi hektično življenje, ravno iz tega vidika priti na vaje, se naučiti besedilo, ono, drugo, spet usklajevati, faks, torej študij, službo, vse skupaj, ampak potem pa vsem ostalim ljudem, ki to tudi doživljajo, jih nekako, torej privilegij jih sprostiti, jim dati torej košček nečesa, za kar smo mi, lahko rečemo, trdo delali, ampak z veseljem, jih torej nasmejati, večinoma torej imamo komedije, jih sprostiti in potem to dokazujejo komentarji po koncu, stiski roke, čestitke in to pravzaprav odtehta vso to odrekanje. No, mi obe dve študiramo v Ljubljani in je zdaj zadnji 2-3 leta malo težje kombinirati vaje s samim študijom. Vsaj v mojem primeru je tako, da imam preprosto obvezne vaje na faksu ob ponedeljkih zvečer, ko so tudi na sporedu vaje. In sem mogla mogoče gledališče zdaj v zadnjih 2 letih malo dati na stran. Se pa probam vključiti, recimo, da delam promocijo, da hodim na generalke, malo spodbujam moje soigralce k boljši predstavi. V mojem primeru pa je bilo velikokrat tudi tako, da sem pač včasih dala na stran obveznosti na faksu, če le niso bile pač obvezne, ali pa dala na stran vaje, ampak velikokrat se je zgodilo tudi tako, da sem pač v nedeljo večer šla v Ljubljano, v ponedeljek pa spet potem nazaj domov na vaje in se v torek zjutraj ali pa v ponedeljek pozno zvečer vrnila nazaj, ampak tega ni bilo veliko pač. Kako je šlo skozi, če so bile obveznosti na faksu, se pač da tisto na prvo mesto, ampak večinoma nam je to vsem nekako cilj, da se pač čim več udeležujemo skupinskih vaj in pač se potrudiš, ker pač ti je to res neko veselje in sprostitev in je to. Ja, v mojem primeru kot mlad zaposleni moram reči, da tu gre zahvala delodajalcu, ki ima posluh, za to, da lahko se udeležujem vaj, sicer so popoldne, kar ni problem, je pa včasih malo težje usklajevanje, potem ko so igre in so službene obveznosti, se pravim, tu gre delodajalec, zaposleni na roko. Je bil pa večji izziv v obdobju, ko sem bil zaposlen v Ljubljani, takrat pa, ko sta že povedali in Ajda in Zala, je pa to malo večji izziv usklajevanje, že zato, ker je dolga pot, potem priti iz Ljubljane pravočasno na vaje, se naučiti, potem zopet vračanje v Ljubljano. Ampak, kjer je volja, tam je pot. Tako.
da bi lahko z enim tleskom v zaodrju zamenjala kostum, ko jih je treba dosti zamenjati čez igro. Da bi bila gledališče vedno polno, da bi bilo vedno polno gledalcev. To. Jaz pa mogoče, da bi lahko bila prisotna na čisto vseh vajah. Predvsem to, da bi mi to čas dopuščal. Iskreno. Iskreno. Komedija. 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 Glavna. Glavno. Tudi glavna. Domačim. Tudi domače. Domačim. Preglasno. Da sploh ne reagira. Da se preglasno smeji. Večerne. 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 Pozovem tekst. Ja, pozaben tekst. Pozovem tekst. Na prostem. Prosto. Na prostem. Improvizacija. Absolutno improvizacija. Vedno improvizacija. Oder. Na odru. Na odru. Nasprotje. Recimo. Popolno nasprotno. Tudi jaz nasprotja.